Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci Slovenjebistriške kabelske televizije v tednu, ko smo tudi uradno zakorakali v poletje. Obujali star poganski običaj kresovanja ali šentjanževega, saj je treba sonce spodbuditi, da bi čim dlje ogrevalo naš planet in spremljali številne druge prireditve. Ta teden obeležujemo Dan državnosti. Naslednji konec tedna pa bodo prišli na svoj račun tudi ljubitelji gledališča z avtokomedijo Jonasa Žnidaršiča. Učence in dijake pa najbolj veseli konec šolskega leta in čas počitnic, ki jih bo vsak doživljal po svoje. V informativni oddaji tega tedna pa si lahko ogledate dogodke, ki jih spremljajo pozitivne misli, zato ste prijazno vabljeni k ogledu. V Slovenjebistriški galeriji Grad odprli razstavo o življenju in delu Ignaca Marije grofa Atemsa, ki je živel v drugi polovici 17. in začetku 18. stoletja. Na Ančnikovem gradišču otroci z igro in s plesom obujali pastirske običaje Pohorja. Prostovoljni gasilci na Spodnji Poskavi ob 130. obletnici delovanja dobili nov gasilski dom in gasilsko vozilo. Gasilska godba na Spodnji Poskavi pa je obeležila 110 let delovanja. Letos je županovo petico v Slovenjebistriški občini prejelo 79 nagrajencev za odlično opravljeno delo v času svojega šolanja. V Zgornjem Prabukovju neznani storilec namenoma odprl ventil v vodohramu in iztočil približno 2000 litrov pitne vode. Sobotno kraljevsko kolesarsko dirko spremljali tudi v Slovenski Bistrici in ob trasi do Rogle. Za rubriko Lokalne novice smo posneli dogodke na Spodnji Poskavi, na Ančnikovem gradišču in v Slovenski Bistrici. V galeriji Grad v Bistriškem gradu so v četrtek, 15. junija, odprli razstavo Štajerski Herkul po sledeh riskantnih naročil Ignaca Marije grofa Atemsa. Na razstavi je predstavljeno življenje izjemno ambicioznega Ignaca Marije grofa Atemsa, ki se je rodil v drugi polovici 17. stoletja ter s svojima porokama, nakupi posesti, službami in nenazadnje z umetnostnim naročništvom poskrbel, da v eni sami generaciji njegova rodbina postala ena najpomembnejših štajerskih plemiških družin. Na stropnih poslikavah se je Atems poistovetil s polbogom Herkulom, zato so ga poimenovali Herkul Štajerske. Na razstavi so prvič, odkar sta bila odnesena iz slavnostne dvorane Brežiškega gradu, predstavili družinska portreta Ignaca Marije grofa Atemsa s sinovi in njegove prve žene Marije Regine, grofice Atems z otroki. Razstavo Štajerski Herkul in projekt Atemsove umetnostna pot je predstavila avtorica razstave, izredna profesorica Barbara Murovec, predstojnica Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta. Med številnimi gosti si je razstavo ogledala tudi Eleonora Draše Atems, potomka grofov Atems. Razstava, ki je odprl župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, bo na ogled do 30. septembra. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica že nekaj let skrbi, da je bistriško Pohorje možno doživeti skozi 3 različne programe, s katerimi otrokom ponujajo animacijo v naravi ter ogled naravnih in kulturnih znamenitosti. Skozi interpretacijo domačinov in kulturnih animatorjev spoznavajo delo in življenje pastirjev, mlinarjev in kovačev, kakršno je bilo nekoč. Še posebej dobro obiskanje pastirčkov dan, ki ga pripravljajo na Ančnikovem gradišču nad Jurišno vasjo. V petek 16. junija so gostili učence 3. razreda osnovne šole Cirkovce. Uvodoma je nekaj več o doživetju Pohorja povedala Ursula Hribernik, ki je tudi pripravila projekt. Pastirčkov dan je eden izmed 3 programov, ki so nastali v okviru projekta Doživetje Pohorja. Tako kot si že povedal, 2014 leta smo pridobili sredstva za zagon, takrat smo tudi prve skupine imeli tukaj, smo testirali te izlete in od takrat se je zelo dobro prijelo. Tako da danes že 5. leto tukaj nekako uživamo v naravi z otroci. Ne. In otroci nekako spoznajo to nesnovno kulturno dediščino, torej življenje pastirjev nekoč, kako so tukaj na Pohorju živeli.
kaj so delali, tako da nekako potem vključimo v sam program tudi malo tega od njih, ne. Zdaj ni vse, ampak nekako otrokom prilagodimo. Za pastirčkov dan je sestavljen tako, da otroci si spoznajo torej glavno pastirico Mico in Frančeja, glavnega pastirja. Ona dva jih nato skozi animacijo in igro, pa skupaj še z drugimi pastirji, nekako vodita skozi cel program. Oni si izdelajo pastirske klobuke, spečejo si jabolka, krompir in pa, kar je nekako otrokom tudi zelo ljubo, je to, da se grejo pastirske tumarije. To so pa v bistvu igre, ki temeljijo na teh avtentičnih nekih igrah pastirjev, ki so pač se išli tukaj na Pohorju. Kako ste zaenkrat zadovoljni z odzivom okoliških šol? Ja, moram reči, da na začetku, ko smo začeli s tem programom, so se okoliške šole odzivale, to pač mislim na šole v Slovenski Bistrici. Zdaj pa nekako zadnja leta zelo veliko hodijo k nam mariborske šole, potem tudi ptujske šole, pa okolica Maribora, bistriške šole pa moram reči, da zdaj razen Poljčan in pa Makol ne toliko. Pastirji Franča, Miha, Jezidor in Joža ter pastirici Mica in Neža so otroke seznanili z delom na paši in vlogo pastirja. Za nemoteno delo skrbi predvsem glavna pastirica Mica. Ja, kontrolo mora pač imeti glavna Mica, to sem jaz, ne, da to nekako uredim z svojimi pastirji in pastiricami, da lahko prevabimo otroke na to Ančekovo plaziko in da se gremo tu pohorske, pravzaprav pastirske tomarije. Vas otroci ubogajo? Ja, ne morajo, ker moj glas je kar močen glas, ki se sliši na tej Ančekovi plaziki. Vsekakor pa gredo od tod vsi zadovoljni. Ja, in se naslednjo leto tudi vračajo k nam. Še posebej so otroke navdušile pastirske igre, tako imenovane pastirske tomarije. Všeč mi je bilo, ko so nas pričakali pastirji, pa ko smo se igrali pastirske tomarije. In kaj so to pastirske tomarije? Pastirske igrice. Kaj ste počeli med temi igricami? Skakali smo v žakljih, pa brcali žogo. Bi še rada kdaj ponovila kaj podobnega? Ja. Udeleženci so si izdelali tudi pastirski klobuk in ob petju pripravili pastirsko malico. Kaj pastirje jedo takole na paši? Kaj si privoščijo? Privoščijo si jabolka, krompir, pa zraven ognja sedijo, da jim je toplo. Pa včasih tudi zapojejo? Ja, Kako pa ti je sicer všeč tukaj na Pohorju, na tem pastirčkovem dnevu? zelo. Danes smo se imeli fajn in se bomo najedli in želim lepe počitnice vsem. Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Polskava letos praznuje 130-letnico delovanja. Jubilej so obeležili v soboto, 17. junija, z dvema pomembnima pridobitvama. Namenu so predali nov gasilski dom in obnovljeno poveljniško vozilo. Smo eno izmed starejših društev v Sloveniji, v občini Slovenska Bistrica pa smo drugo po starosti. Naše društvo ima okrog 120 članov, od tega je 40 do 50 je mladih članov, kar nas zelo veseli, kajti tako se nam ni treba bati za prihodnost našega delovanja. V okviru tega visokega jubileja danes predajate namenu nov gasilski dom in pa mislim, da novo gasilsko vozilo. Mogoče nekaj stavkov tudi o tem? Ja, tako je, kot ste omenili, imamo danes, obračamo nov list v zgodovini društva, kajti otvorili bomo nov gasilski dom, sodoben dom. Na starega smo bili zelo navezani, ampak žal je ga zob časa najel in bila je težka odločitev, ampak smo mogli sprejeti in se odločiti za gradnjo novega gasilskega doma.
Poglejte, verjetno je tudi v ta dom vtkanih kar veliko prostovoljnih ur udarniškega dela. Ja, res je, z gradnjo smo začeli leta 2011, takrat smo nabavili zemljišče in pričeli z dokumentacijo. Potem pa smo se dela lotili, da smo pač čim več ur upravili sami gasilci, kot ste omenili, in zato smo še toliko bolj ponosni na to, kar smo dosegli. Je kaj vplivalo tudi to, da imate tu na Spodnji Polskavi župana? Ja, ne vem, kako bi rekel, župan je sicer tudi naš član. Od začetka je bil zelo trd, mogoče se je tudi ustrašil projekta, ampak s časoma, ko je videl, da smo zagnani in da je tudi on priskočil na pomoč. In zato bi se mu ob tej priložnosti tudi zahvalil. Letos so opravili zaključna dela in preselili opremo iz starega gasilskega doma v novega. Naložba je stala približno 230 000 evrov. Slavnostni govornik je bil župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. Ja, gledajte, danes smo tu na Spodnji Polskavi. Na Spodnji Polskavi praznuje 130 let delovanja gasilskega društva, kar pomeni, da so se naši rojaki že pred 130 letami zavedali, da se je treba nasloniti na lastne moči pri zaščiti, pri reševanju, in lahko bi skoraj potegnili paralelo, še vedno je tako rekoč zelo podobno, pa skoraj enako, seveda v nekih drugih okoliščinah pri nas. Zdaj, gasilstvo je sigurno na eni strani hrbtenica civilne zaščite, brez dvoma, mi se tako v naši občini kot tudi širše srečujemo tako rekoč dnevno z nesrečami. In takrat je zelo pomembno, da se zelo hitro posreduje, in tukaj gasilci pravzaprav otehtajajo tisto prvo, kar je najbolj pomembno. Nenazadnje vemo, da kdo je hiter, takrat največ lahko tudi pomagaš, kasneje se običajno še razganejo nacionalne strukture. Zdaj sicer pa gasilstvo ima po moje pri nas tudi bistveno širši pomen. Če gledamo pri delovanju naših društev, so praktično vpete vse pore življenja, tako rekoč, tako na podeželju, kot tudi sigurno vsaj v manjših mestih ni preditev brez gasilcev. Nenazadnje pa recimo, kot je primer tukaj na Spodnji Polskavi, ob vsem drugem, torej ob vsem tem družbenem, družabnem življenju, recimo skrbijo tudi še za ohranjanje tehnične, kulturne dediščine, tako da je res ta segment izjemno širok. In je verjetno to priložnost, da je treba izreči gasilcem res sopriznanje in se jim pravzaprav tudi zahvaliti za soupravljeno delo. Ne dvomim pa, da bodo pri tem svojem poslanstvu vztrajali tudi prihodnje. Organizacija, ustroj in pa sama operativna izvedba na področju gasilstva bi lahko bila vzgled in pa uspešen model za izvajanje oziroma funkcioniranje dejavnosti na višjih nivojih povezanih z vodenjem in pa upravljanjem države. Ja, gledajte, se strinjam, gre tudi za to v tem primeru, to je vse sigurno, sem prepričan, primer v našem okolju, ker je vzpostavljeno zelo dobro sodelovanje med različnimi področji. Gasilstvo je eden zelo pomembnih dejavnikov in tudi na področju opremljanja, nenazadnje tudi na področju reševanja, pa tudi še recimo, če hočete tekmovalne dejavnosti, se te stvari v bistvu na nek način prepletajo. Vsak upravlja svoje delo, znamo se dogovoriti, kaj je od koga, in zato so seveda rezultati takšni, kot so. In če bi več tega sodelovanja ali pa tudi poslušanja, če hočete, bilo na drugih segmentih, bi ta naša družba lahko prosperirala še bistveno boljše. O psihofizični ravni, oziroma da je ta na zavidljivi ravni, govori tudi podatek, da se je na gasilsko olimpijado, ki bo prihodnji mesec v Veljaku na avstrijskem Koroškem, uvrstilo kar 5 ekip z območja Gasilske zveze Slovenska Bistrica. Ja, to drži, to je že tako pri nas tradicija, nekateri so tudi še za las pravzaprav izgubili to mesto, res pa je, da vsi ne morajo biti prvi, enkrat so eni malo boljši, drugi malo boljši, vsi so pa odlični. In če bi pogledali recimo te njihove tekme, če bi pogledali tudi njihove treninge, bi res ugotovili, da so na zavidljivi ravni tako psihološki kot tudi fizični. To pa je seveda tudi predpogoj kasneje za eventualna posredovanja, s katerimi se velikokrat soočajo. No in jaz tudi verjamem, in to je tudi bila že zgodba iz preteklosti, da so se iz teh olimpijad vedno vršali z visokimi mesti. Prepričan sem, da bodo tudi letos tako, in to govori o tem, da je ta pripravljenost ne samo na najvišji ravni na našem območju, ampak tudi širše, če hočete, po evropskem in širšem prostoru.
Kulturno-umetniško društvo Gasilske godbe Napihala Spodnja Poskava letos praznuje 110-letnico svojega delovanja. Okrogli jubilej so obeležili 17. in 18. junija z dnevi glasbe in godbeništva na Spodnji Poskavi. Na sobotnem slavnostnem koncertu sta poleg domače godbe nastopila še mešani pevski zbor Čerešnjevec in gostje večera Regina. Na prireditvi so podelili Galosove značke in priznanja Zveze slovenskih godb. Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar je v ponedeljek 19. junija učencem slovenjebistriških osnovnih šol, Srednje šole Slovenska Bistrica in Glasbene šole Slovenska Bistrica podelil priznanja Županova petica. Najprej vam seveda iskreno čestitam za končanje šolanja v različnih etapah ste. Seveda velja čestitka pravzaprav vsem, ki so zaključili šolanje, ampak res pa je, da pač nekateri so pa za nianso nekoliko boljši in tem pač treba še seveda in iskreno res čestitam. Zdaj, če smo že v hramu kulture, je treba reči, da je občina Slovenska Bistrica tudi občina športa in ravno v tem času se je končala dirka po Sloveniji, vedno tako simptomatično zapade v ta čas, tako da je mogoče kako paralelo tudi s tem potegniti. Namreč s tem, ko ste uspešno končali, ste zmagali na kar nekaj etapah, vendar dirka vaša življenjska pa seveda še vedno traja, kar pomeni, da vas številne etape še čakajo in zmagovalci so pravi vsi pri športu, ki končajo pač neki športni dogodek, ali če hočete etapo, je pa res, da nekateri so pač potem nosilci različnih majic in tudi priznanj. Zdaj, sporedno z temi so seveda tisti, ki te stvari spremljajo. Na eni strani ravnatelji pa učitelji, na drugi strani pa seveda starši. In zdaj, če ste vi, ki ste prejemniki danes teh živahnih priznanj, dobitniki te priznanja, vam gre za to priznanje in čestitka, potem smo pa ravno tukaj z ravnateljem ugotavljali, da je bilo treba še kako jekleno priznanje dati pa učiteljem pa staršem, ker verjamem, da je bilo treba kar časih jekleni živce, da so se stvari pripeljale do tukaj stane scene in tudi veliko krat se kaj za iskri, jeklo se rado iskri, ko ga obdelujete. Tako da, če se seveda potem to prav preoblikuje in če se iskre prav pogasijo, potem je tak uspešen zaključek tisti, ki je tukaj pred vami. Ob tem seveda vam izrekam nenazadnje tudi zahvalo, ne samo to, da ste dosegli odlične rezultate pri vašem uspehu učnem, praviloma ste številni od vas, pa verjetno kar vsi, skozi različna tekmovanja, uspešne nastope na teh tekmovanjih in tudi drugih prireditvah kar ponesli
glas naše občine, pa ne samo preko slovenskih meja, nekateri ste bili tudi kar skozi različne programe tudi v tujini in zato vam gre seveda tudi priznanje in nenazadnje tudi to govori o tem, da ste in smo v naši občini seveda vsi uspešni. Zdaj, kar zadeva pa seveda teh nadaljnih tekem pred vami, tako kot so zdaj bili številni izzivi, tako temu lepo rečemo, ko se izkrihne, to so izzivi. Sem prepričan seveda, da vas tudi v prihodnje številni izzivi na vaši življenjski, poklicni in še kakšne poti čakajo. Prepričan sem, da z nekaj tudi tele pohorske trme, če ne druge malo preteče nas dol, je mogoče seveda pravzaprav vse cilje, ki si jih zastavite, tudi uresničiti. In o možnosti, priložnosti je ogromno, jaz nikdar ne morem pristati na to, ker govori o tem, da ni možnosti, pa ni tega, pa ni onega. Priložnosti, možnosti so treba se samo ozreti, jih sprejeti in jih tudi uresničiti. In stvari potem seveda lahko tečejo uspešno tudi naprej. Jaz verjamem, da boste številni od vas, in tudi prav je tako, nadaljevali vašo pot izven meja naše občine, tisti, ki greste študirati, verjetno tudi izven meja Slovenije in to je pravne življenjske izkušnje treba posrkati, kjer je le mogoče. Prav pa je, da seveda ne pozabite na naše kraje, pa da se k nam seveda tudi kasneje vrnete. Nenazadnje to okolje tudi in vsi skupaj tudi računamo na vas tudi v prihodnje. Svečana podelitev je potekala v Viteški dvorani Bistriškega gradu. Letošnja županova petica je že 27. zapored. Prejelo jo je 78 učencev, 55 osnovnošolcev, 21 srednjošolcev in 2 učenca glasbene šole. V kulturnem programu prireditve so nastopili učenci glasbene šole Slovenska Bistrica, Maksimilijan Gril, saksofon, 2. razred, sin Samo Krajnc, klavir, 6. razred, mentorica Natalija Demjanenko. Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo zabeleženih 15 kaznivih dejanj, od tega 5 tatvin, 4 poškodovanje tuje stvari, 1 grožnja, 1 nasilje v družini, 2 zatajitvi, 1 povzročitev lahke telesne poškodbe in 2. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je poškodoval vrata v podjetju in povzročil za 500 evrov škode. V telovadnici osnovne šole je nepridiprav ukradel mobilni telefon vreden 350 evrov. Iz odklenjenega avtomobila je nekdo ukradel jakno z denarnico, v kateri so bili dokumenti. Škoda je za 100 evrov. Leskovec. Z dvorišča stanovanjske hiše je nekdo ukradel različne dele samonakladalne prikolice, lastnika pa oškodoval za 3000 evrov. Zgornja Polskava. Nasilnež je fizično obračunal z drugim družinskim članom ter uničeval pohištvo ter drugi inventar. Osumljenca so pridržali in mu izrekli prepoved približevanja. Iz skladišča trgovine vlomilec odnesel več zavojev različnih cigaret, britvice in pripomočke za britje. Trgovina je oškodovana za 5000 evrov. Zgornje Prebukovje. Neznani storilec je odprl ventil na vodohramu in iztočil 2000 litrov pitne vode. Škoda je za 350 evrov. Gabernik. K znanki sta prišla na obisk znanca, med njimi se je vnel prepir, eden od obiskovalcev je grozil z nožem in razbijal pohištvo. Eno osebo so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 13 prometnih nesreč, podali 6 obdolžilnih predlogov in izdali 48 plačilnih nalogov. Odvzeli so 7 vozniških dovoljenj in enega voznika pridržali do iztreznitve. Letošnja kolesarska dirka po Sloveniji je bila izjemno odmevna, saj so jo zaradi televizijskega prenosa videli tudi ljubitelji kolesarstva v drugih državah. Osrednji junak je postal Poljak Rafal Majka.
Zmagovalec tretje etape na Roglu je na zadnji etapi med Rogaško Slatino in Novim mestom po pričakovanju brez težav ubranil prednost. Od Slovencev je bil najboljši komaj 18-letni Tadej Pogačar, ki je osvojil končno 5. mesto. Sicer pa so del sobotne kraljevske etape lahko spremljali tudi Slovenjebistriščani in okoličani. Kolesarji so se namreč peljali skozi Slovensko Bistrico in se povzpeli na Veliko Tinje, kjer je med 6 ubežniki gorski cilj dobil Žiga Grošelj iz Adrie Mobila. Predtem smo kolesarje z našo kamero ujeli v Visolah. In kako ta pomemben športni dogodek ocenjuje župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar? Dirka po Sloveniji je sigurno enkraten športni dogodek, posebej še zato, ker kolesarstvo je eden izmed tistih športov, ki je v naših okoljih, ali pa tudi, če hočete, širših okoljih izjemno prisoten. Nenazadnje imamo tudi izjemno kvalitetne športnike na tem področju. Ravno v tem času naši slovenski kolesarji dosegajo vrhunske rezultate, ne samo pri nas v Sloveniji, ampak tudi še na nekaterih drugih tekmah. Po drugi strani je pa to tudi priložnost na področju gospodarstva, turizma, tudi povezano recimo z samo oskrbo z temi produkti, ki pri nas so prisotni. Zdaj, način promocije je pravzaprav podoben kot pri največjih tovrstnih dogodkih po Evropi. Ogromno število gledalcev to spremlja, pa še to je treba reči, da je dejansko kolesarstvo ena izmed perspektiv. Če pogledamo, če se ozremo samo preko meje, beležijo te destinacije pravzaprav več tega učinka v tem letnem delu, kot pa recimo v zimskem. Pri nas so vse danosti, zato tudi mi vedno poskušamo na nek način sodelovati. Vesel sem, da gre en del te dirke tudi skozi naše kraje in sem prepričan, da je nenazadnje to ne samo to, da imamo danosti, ampak je to tudi izziv in pa priložnost za ta del našega gospodarstva. Jaz upam, da ga bodo znali seveda izkoristiti. Spoštovani, prva poletna informativna oddaja naše kabelske televizije se je iztekla. Pričenja se počitniški čas, ki naj bo sproščen, zabaven in morda tudi aktiven in ustvarjalen, seveda. Pa ne pozabite v teh vročih dneh na živali, tudi tiste prosto živeče. Nalijte jim vodo in jim ponudite senco, vesele bodo vaše pomoči. Pa srečno do prihodnjič.